V današnji avtomobilnosti bomo imeli športni dan. Najprej se bomo vrnili v čas telefonov na vrvice in vrteče številčnice, v čas, ko je Anton Konrad prepričeval šefe za proizvodnjo kultnega GTI-ja. Nato bomo na drugem koncu sveta zapeljali čez odpirač za buteljke in poklepetali s pravimi avtomobilskimi strastneži. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V prejšnji oddaji smo spoznali strokovnjaka, ki že 3 desetletja proučuje tako prodajne tehnike avtomobilskih tovarn kot naše nakupne navade vseh evropskih kupcev. Povedal nam je, da ko odrastemo, praviloma ne kupimo enake oblike avtomobila, kot so ga vozili naši starši. In to so ugotovili tudi avtomobilski proizvajalci, ki so začeli modele oziroma oblike prilagajati oziroma faceliftati, tudi po domače rečeno, na določena obdobja. Razen parih izjem. In te niso rezervirane samo za superšportne avtomobile, ki so vsi praviloma brezčasni, no, ne vsi, tudi tam so izjeme, in povsod po svetu enako oboževane. Velja tudi za kakšne drugačne izjeme, bolj dostopne. In če ste, oziroma če smo v preteklih oddajah se bolj posvečali trajnostnemu razvoju, ekologiji in pa prihodnosti mobilnosti, boste danes prišli na svoj račun tudi tisti, ki imate radi malo bolj športni segment avtomobilizma. 3 črke? GTI. Pradedek tega Golfa GTI 7. generacije je bil neke vrste revolucionar. Revolucionar pa zato, ker je zanesljiv vsakdanji avto s pridihom športnosti pripeljal tudi do delavskega razreda. In preden se oglasite vsi tisti pravi poznavalci in nam poveste, da Golf GTI v resnici ni bil čisto prvi, vam povemo, da vemo. Tudi oznako GTI v resnici ni nosil čisto prvi. Pred njimi je to oznako nosil recimo Maserati 3500. Ampak, kaj je bolj pomembno? Da si tisti, po katerem se je svet začel vrteti na novo, ali da si v resnici prvi. Golf GTI je v resnici začetnik športnega razreda med navadnimi avtomobili in njemu so kasneje vsi sledili. Ampak Golf GTI si je za razliko od vseh superšportnikov, ki so svoje GTI sposobnosti in športnost dokazovali na tako imenovani modni pisti ali stezi, moral priboriti z golimi pestmi. To je pred lokali, na tekmah Bundeslige, v pubih, porokah, veselicah in še marsikje takrat, kjer je bilo zares potrebno. In zato je ta lovorika GTI tako pomembna in mu tako lepo pristoji. Zanimiva je pa tudi zgodba, kako se je Golf GTI sploh rodil. Moramo pol stoletja nazaj in v Wolfsburg. Tam se je takrat pospešeno še vedno delal hrošč. Vodilni v tovarni so vedeli, da je hrošč sicer simpatičen, da se še vedno dobro prodaja, da ga imajo ljudje po vsem svetu radi, ampak da je tehnološko zastarel in da tak ne bo več zdržal prav dolgo. V njegove velike čevlje pa bo težko vstopil njegov naslednik. Zrisal ga je Giugiaro, tehniko pa so seveda imeli sami in rodil se je Golf. Da pa razložimo, kako se je rodil Golf GTI. Zato je kriv Anton Konrad, ki je bil bolj PR-ovec in marketingar kot pa kaj drugega. In razložiti je treba tudi, v kakšnem času so takrat živeli. To so bila 70-ta, se pravi hlače na zvonec. Takrat je bila še tista srajca iz poliestra, ki se je dobila vzdevek oziroma slogan "Operi in obleci pa sploh ne vonjaj". Potem je bilo to zelo popularno obdobje, ko so vsi hodili v nudo kampe, pa v tem še ni bilo nobenih težav. In pa seveda čas, ko je bil telefon še nekje pri vhodu in ga je bilo treba za številčnico zavrteti. Pa pilo in kadilo se je. Ampak o tem raje ne bi v sklopu te oddaje. Časi so bili drzni, upalo se je veliko, sanjalo se je veliko, veliko se je dogajalo in takrat je Konrad dobil to idejo. Prišel je k upravi in rekel, poglejte, čas je za športen ljudski avto. In uprava je v en glas rekla, nein! Konrad pa je ene take vrste človek, da ni odnehal. In tukaj postane zgodba nekoliko sumljiva. Namreč pravi, da je Konrad s svojimi prijatelji pravil v prostem času
tovarna in prosti čas, pa Nemčija, malo kontradiktorno. Ja, ampak če pustimo vse kot je, on je skupaj s svojimi sodelavci sestavil Golfa, postavil avto pred uprave, člane uprave, šefe in rekel, kaj pravite zdaj? Ja, so rekli, ampak so rekli, Konrad, takole bo. Prodati jih moraš vsaj 5000, da se bo ta tvoja ekstravagantna zgodba nekako finančno pokrila. In ker je Konrad pa res znal dobro prodajati, je naredil tako kampanjo, da so jih takoj prodali veliko več. V prvi generaciji 480 000, do danes pa že več kot 2 milijona Golfov GTI. Iz Golfa GTI pa je nastal pravi kult GTI-jev. In ni treba iti daleč, samo spomladi se na očetovski dan. Kakšna simbolika, kdo pa kupuje največ GTI-jev? Odpeljite čez mejo v Avstrijo ob Wörthersee, kjer boste spoznali 200 000 ljubiteljev GTI-jev iz celotne Evrope, morda celo širše. Ta pri naših sosedih, ta meka GTI-jev, ni edina. Povsod po svetu jih poznajo, družijo se v različne skupnosti, je pa zelo zanimiva. Traja namreč že od leta 1981. Od takrat do danes pa se je veliko stvari spremenilo tudi pri Golfu GTI. Dobil je namreč tudi veliko bratov, ki so po mišicah zelo podobni, ampak ne enaki in vsak ima svojo GTI zgodbo. Danes predstavljamo 3. Spoznajmo to bratovščino mišičnjakov. Osnovna značilnost 3 današnjih GTI-jev je, da se lahko Golf, Polo in Up zlahka distancirajo od prepotentnega razkazovanja mišic s prevelikimi in preširokimi spoilerji, platišči in kar je še podobne tinejdžerske navlake. GTI je namreč znamka, ki se je že razbremenila tekme s sošolci. Lahko se posveti iskanju višjega vozniško-športnega cilja. Tako noben od njih ne išče več pobalinstva, temveč višjo raven inženirskega mojstrstva. In to se kaže še zlasti v dejstvu, da so našli odlično stičišče sicer nasprotujočih si teženj. Raven potovalnega udobja je primerna za vsak dan. Motorna eksplozivnost in lega na cesti pa poskrbita za tiste posvečene trenutke oziroma cestne odseke. Morda se mojstrske veščine inženirjev iz Wolfsburga še nekoliko bolj očitno pokažejo pri malem Upu GTI, saj ta ponudi resnično veliko vozniškega užitka v primerjavi s konkurenco. Pri tem pa je ključnega pomena Upova odlična osnovna konstrukcija. In dejansko se v tem skriva recept. Pravilne mere, pravilni koti med elementi podvozja, krmiljenja, karoserije in pravilna razporeditev mase. To je tista osnova, ki zagotovi pravilno usmerjenost cilj v ovinkih in s tem užitek v dinamični vožnji. Ko imaš enkrat tako dobro osnovo, samo še dodaš pravilno mero živahnih koničev, pa imaš prave sestavine za pisanje zgodovine. Novice tokratnega tedna začnimo s premiero Volkswagena T-Crossa, malega SUV-ja velikostnega ranga Seatove Arone. To pomeni Golfovo prostornost na polovi osnovi, a za razliko od večjega T-Rocka tudi zgolj prednji pogon. Pričakujte ga spomladi. Hkrati je Volkswagen predstavil Tiguana za bolj trdožive, imenuje se kar off-road. Obut je v bolj grobe gume, odtal je še malo bolj dvignen, previsi so bolj terenski. Nova SUV-ja so na trg pospremili z napovedjo, da bo v njihovi ponudbi leta 2025 polovica SUV-jev. Že leta 2020 pa bodo njihovi prodajni saloni povsem digitalizirani. Večino dela bodo namreč opravili še preden bodo kupci sploh vstopili v salon. Torej, v Wolfsburgu razmišljajo enako kot pri Fordu, s katerim smo govorili v prejšnji oddaji. S Fordom pa Volkswagen povezuje tudi novica, da bosta družbi sodelovanje še okrepili. Samovozeči taksiji bodo očitno prišli prej, kot si domišljamo. Londonsko podjetje Edison naj bi jih komercialno začel uporabljati že leta 2021. Google Waymo pa s svojimi testnimi pacificami potnikov ne bo več vozil zastonj samo zato, ker testira. Razmišljajo, da je čas, da začnejo te v prvi vrsti zgolj testne vožnje zaračunavati. Ampak hej, a ne služi Google z reklamami in podatki?
Mimogrede, Googlovi zemljevidi po novem kažejo pozicije javnih električnih polnilnic. No, težko si predstavljamo, da se bo na eni od njih ustavil lastnik 2 milijona vrednega McLarena Speedtail, električnega superšportnika, ki govori, da se je vdal še en bencinski velikan. Pred njim je full electric dobo napovedal recimo tudi že Jaguar, ki vlaga 1,5 milijardo v novo tovarno na Slovaškem. Ta velja za eno prvih konkretnih posledic Brexita. Svoj kos električne pogače pa želi tudi izdelovalec sesalcev Dyson. Svoj sedež mobilnostnih aktivnosti je odprl v Singapurju. Nemški uradi pa so Nissanu podelili prvo licenco za uporabo lifov v sistemih pametne povezave avta z električnim omrežjem. Pa še ena električna novica, tokrat iz Indije. Tam se dogaja prava električna revolucija, a tokrat so v igri električne rikše. Posel je velik že 1,5 milijardo dolarjev. Hitrejši pa bo Wi-Fi v kabini Bentleyjev. Ta bo namreč svojim potnikom zagotavljal hitrost tako, da bo agregiral povezavo do spleta prek 3 podatkovnih SIM kartic. Francoski PSA pa se vrača v Ameriko. Tja gre kot novi ponudnik carsharinga z imenom Free2Move. Iz ZDA pa prihaja tudi študija, da imajo zvezne države, ki so legalizirale marihuano, večje število prometnih nesreč. Javni promet v Londonu pa bo od prihodnjega leta bolj varen, kajti avtobusi bodo morali biti opremljeni s pametno tehnologijo, samodejnim prilagajanjem, hitrostnim omejitvam, zvočnim opozorilom za pešce, imeti bodo morali več ogledal in vzvratnih kamer. Kabine pa bodo morale imeti nedrseča tla. Prihodnjo pomlad se bo na avtomobilsko prizorišče vrnilo ime Hispano Suiza kot električni superšportnik. Doslej zelo obetavni kitajski startup Faraday Future pa očitno svojo zgodbo zaključuje. Zmanjkalo je denarja, CEO pa jo je pred svojimi zaposlenimi pobrisal kar z e-mailom. Podobno netakten Elon Musk pa se je očitno šele uči, da imajo tweeti lahko tudi usodne posledice. Potem, ko ga je doletela 20-milijonska kazen za poletni tweet, da je našel investitorje, ki bodo podjetje rešili, se zdaj prek tweeta šali, da s Teslo nima več nič. Toda izcimi se lahko še kaj neprijetnega. FBI namreč preučuje, ali je šlo pri napovedih proizvodnje modela 3 za malomarnost ali pa nemara celo za poslovno sleparijo. V nadaljevanju oddaje gremo na obalo Tihega oceana, do Monterreja. Tam zavijemo na slovito dirkališče Laguna Seca. Zapeljamo se čez enega najbolj slovitih ovinkov na svetu, čez Corkscrew. Nato se družimo s pravimi ljubitelji avtomobilov, takimi, ki ne rabijo marketinga in PR-a. Pika na i je test Mercedesa CLS. Verjetno vsi vemo, kako izgleda odpirat za buteljke, tisti zavit. Američani mu rečejo corkscrew in je dejansko tudi en del steze na Laguni Seki v Ameriki in je izjemno tehnično zahteven. Ja, gre za poseben spust. Pravijo, da za kar 3 nadstropja se spustiš v globino in potem sledi relativno zahteven ovinek. Ta zahteva tako od voznika veliko znanja, pa tudi poguma, od avta pa resnično dobre vozne lastnosti. In corkscrew oziroma odpirat za buteljke je preizkusil tudi Miha. No, če ste doma, če so vam video dirke, bodi si prek vaših telefonov ali pa na vaših domačih konzolah, so malo blizu, potem točno veste, kateri ovinek sem pravkar odpeljal. Dame in gospodje, Corkscrew Laguna Seca. In to v analogni obliki, takšni, ki navdušuje po vsem svetu. It's like a roller coaster where you're doing the steering, you're doing the driving, you get to choose your line. That's part of the thrill is coming in there at 100 miles an hour, hitting the brakes, choosing your line, and then launching over and down 3 stories. There's just no track like it that I've experienced. No matter how fast or slow you're going, you get that weightless feeling going down, and it's people talk about it all over the world. It's like nothing else. A kako visok je dejansko ta padec? World famous corkscrew is about a 3-story drop. It is a 7-story drop from the top. It drops you 5.5 stories. No, uradni podatek je ta zadnji, torej 5 nadstropij in pol, kar v bolj znanih merskih enotah pomeni 18 metrov direktnega višinskega padca na komaj 137 metrih dolžine. In to v kombinaciji z dvojnim ovinkom.
So you have to aim for a tree. If you get it wrong, you miss the apex. Corkscrew is a fun turn. You can almost do it with your eyes closed if you've been on the track enough times, but you have to know where to turn, what the angle is. It's forgiving if you know the turns. So you have to know what speed to take it going in. What happens is you turn down and it comes back. But as you're coming into it and you're making the turn, if you're carrying too much speed, the tires won't hold. It'll drift across and you're in the dirt and you don't want to turn, because if you do, you're going to rotate the car, and you want to just drop on down, come out of the dirt, get back on the track, and you're good. But if you make any of the wrong adjustments, you're going around. Below the hill, you're looking up, you can't see the other side, so you got to really depend on the course worker stationed at the corner there. If somebody's spun on the bottom, they'll flag you. You're really dependent on them. Thank goodness they do such a great job. The video games do it pretty good justice. I mean, it's got its tricks, but once you kind of learn the secret to doing it, you can be a master at it. The difficult part when you're racing someone at a very high speed and you're trying for that last, tenth of a second to get the edge on them. If you miss the brakes somehow, I mean, you're going into the runoff. There's no way around it. Corkscrew je eden najbolj slovitih dirkaških ovinkov na svetu. V svojo slovito testno stezo ga je vključil tudi Porsche, in to kot enega najbolj zahtevnih za avto, a za razliko od nemške replike, originalni Corkscrew ni nastal namenoma. In 1957, when the track was built, they were going around the top of that hill and there was only one way down. Problem was there was a big tree down at the bottom. And so the gentleman with the tractor basically said, hey, how do I get down here? And the person who designed the track said, any way you can. And it was somewhat of a happy accident that it became one of the more iconic turns in racing. Na tem ovinku se je pripetilo že marsikaj. Tu so dirkači dobivali prvenstva, zgodila pa se je tudi kakšna nedirkaška zmaga. And my wife and I decided to get married, and I joked around, why get a wedding dress? Why not have a custom set of leathers made and we'll get married on the Corkscrew? And she agreed. We rolled up into Chalks and everyone got off their motorcycles. This was during a lap, got off their bikes and we got married. We were the first people to get married on 8A. Zakonca Chavez sta hitro dobila posnemovalce. Treba pa je priznati tudi, da dirkanje tu ni nekaj originalnega. This part of the world, sports cars in particular, have really taken root. I mean, going back to the Pebble Beach road racing days, in late 1940s, 1950s. Right here used to be a big kind of military hub. So people would come back from World War II where they saw all these European sports cars and think, hey, I want to do something like that. And that was kind of the genesis of how Pebble Beach road races got started. Danes je dirkališče zaprtega tipa. Ne moreš priti in odpeljati kroga, moraš se udeležiti dogodka, kakršnemu v žargonu pravimo track day. Vsekakor pa je Laguna Seca eno najbolj priljubljenih dirkališč za tovrstne aktivnosti. You watch the Formula One tracks and they're all so flat. And I understand the aero and whatnot, but I like a track with topography. So being able to go uphill and downhill and have some turns that are a little banked and some turns that are a little off bank, it just makes it so much more interesting and exciting, I think. Kakorkoli že, smo v slovitem Monterreyu na obali Kalifornije, kraju, ki ga vsako leto konec avgusta obišče na tisoče bogatašev, da na bližnjem golf igrišču Pebble Beach razstavi svoj ultra drag in ultra ekskluziven starodobni avto. No, tu na dirkališču pa smo se udeležili mnogo manj ekskluzivnega, a zato bolj iskrenega dogodka. Cars and Coffee Laguna Seca. Pitje kave ob superšportnih avtomobilih je nasploh postalo poseben svetovni fenomen. Cars and Coffee je namreč ime enemu najbolj razširjenih avtomobilističnih dogodkov. Praktično vsak vikend se nekje na svetu na kavi zbere skupina lastnikov dragih avtov. Pred meseci se je tak Cars and Coffee zgodil tudi pri nas v Kopru. A Cars and Coffee v Monterreyu je neuraden in tudi netipičen event s tem imenom. In poročamo, da smo tu na Laguni Seki neizmerno uživali v odlični družbi, kajti dirkališče je dovolj odmaknjeno od centra mesta, da tja ne pridejo naključni mimoidoči firci. Tu ni marketinga, ni PR-ovcev, reklamnih avtov, zastav in tako imenovanega brandinga. Da bi izločili nezainteresirano javnost, so določili tudi uro prireditve. Druščina se namreč srečuje dobesedno na jutranji kavi, ob 8 uri zjutraj.
Na Cars & Coffee Laguna Seca se torej družijo izključno tisti, ki gojijo pravo navdušenje nad avtomobili. It's like having a great bottle of wine. These are the last drops of a great bottle of wine. Drive something that was handcrafted, that weighs 1,100 pounds. I guess it's almost romantic. Definitely in the next 10 years, there's going to be a huge shift to electric and eventually autonomous. So, these things are kind of a dying breed. So it's important for me to really experience that and share with my kids. Izredno nas je na tem srečanju presenetilo, kako brezpogojna je kalifornijska ljubezen do avtomobilov. Na ta neuradni Cars & Coffee so namreč vabljeni prav vsi ljubitelji s kakršnim koli avtom, ne zgolj superšportniki, ki so sicer obvezni na uradnih Cars & Coffee dogodkih. Na Laguni Seki nismo bili z najetim modernim Subarujem deležni niti enega čudnega pogleda, niti enega. Rekli so, naj ga parkiramo kar zraven vseh tistih veličastnih lepotcev. Seveda pa so v Kaliforniji in še posebej v mondenem mestu Monterey doma bogataši. Tako se tu zbirajo večinoma bogati zbiratelji in avti, s katerimi so se pripeljali, so zares pospešili utrip. Ne glede na letnik, cenovni rang, dejansko je čisto vsak izmed zbranih avtov imel v sebi nekaj tistega, kar preprosto moraš imeti rad. Pa naj bo to suličasta oblika De Tomaso Pantere, rohnenje Mustanga, krom pick-upa lokalnega latino veljaka, rdeča barva klasičnega Ferrarija ali pa škripajoči fedri usnjenih sedežev starega Mercedesa 190. Še bolj pa nas je navdušilo, da to niso zgolj avti za postavljanje pred drugimi, to so avti, ki dejansko pridno nabirajo kilometre. Na sončno soboto je bila tako slikovita obalna panoramska cesta polna tovrstnih čudovitih avtov. Nikaj, na teh cestah resnično dobiš vzorčen primer, da je avto precej več kot pa zgolj sredstvo za premikanje. To je stroj, ki zagotovi užitek. V Kaliforniji grejo torej avtomobili in pa preživljanje prostega časa zelo lepo skupaj. Tu ni prav nič nenavadnega, če nekdo predlaga, a se grejo malo voziti. Kaj pa v Sloveniji? Tudi pri nas imamo čudovite ceste, čudovite pokrajino in zelo radi imamo avtomobile, pa vendarle z njimi le malo kdo preživlja svoj prosti čas. Bi to spremenili? Kaj pa, če bi se šli malo voziti? CLS je še eden tistih avtomobilov, ki so na glavo obrnili svet avtomobilizma. Pred njim smo imeli samo limuzine in samo kupeje. S CLS-om pa smo dobili limuzinske kupeje, se pravi avte, ki imajo tako kot limuzine dva para bočnih vrat, ter klasični limuzinski zadek, a v njihovi kabini se počutiš športno utesnjeno kot v kupeju. In bistven je dizajn, ki je Gran Turismo. Eleganten, primeren za visoko družbo, a hkrati tako drzen, da preprosto ni mogoče, da vam ne bi ukradel pogleda. A če je prvi CLS vznemiril zadkom kakega ameriškega mišičnjaka iz 70-ih let, nas je drugi pustil hladne z bolj oglatimi linijami. Zdaj se Mercedes vrača v podobo zmagovalca, z bahavo masko in izzivalno ritko. Postal je zrel avto, ki bo pritegnil prav vse. Takole na pogled se celo zdi, da dražji AMG-jev 4-vratni divjak, tako imenovani GT 4-door coupe, ob tem CLS-u kar ne zmore prikazati prave ostrine. Sploh, ker že takšen CLS v notranjosti nazorno kaže svoj pristen kupejevski duh. Sedeži tesno oprimejo in črn strop je športno blizu, toda nemški know-how se čuti tudi tako, da kljub športnosti sploh ni malo udobja. Peljali smo celo 5-člansko družino in prav nič čudno se ne bi zdelo, če bi šli 4 poslovneži s CLS-om na službeno pot. Seveda si menedžer tega kupeja ne bo omislil zaradi skupnih potovanj, vendarle bo hotel prave športne vozne lastnosti in dobil jih bo. 4-kolesnim pogonom, mehko hibridno kombinacijo dizla in majhnega elektromotorja, a predvsem s pravimi nastavitvami podvozja in krmiljenja, ki vozniku dajo pravi občutek. In s tem se je še enkrat potrdil znani nauk, da 3-prostorska oblika ne pomeni vedno zgolj dolgočasne limuzinske klasike.
V današnji avtomobilnosti smo spoznali 3 vsakdanje uporabne avtomobile s športnim srcem, ki pa imajo to prednost, da ne vsekajo toliko po denarnici, kot bi klasični športni avtomobil. No, in ko smo že ravno pri tem, koliko stane kakšen avto, ne spreglejte. Pred vami se ponuja ogromno število letošnjih kandidatov za slovenski avto leta. 5 finalistov boste izbrali vi, drage gledalke in gledalci, zato je odgovornost kar velika na vaših ramenih in pametno bo treba izbrati. Veliko se vam jih ponuja, izbirajte med tistimi, ki so primerni za slovenski trg, za naše denarnice, ki ponujajo dober paket varnosti, ki imajo veliko prostora. Premislite, kateri bi bil pravi za vas. Glasovnico najdete na www.rtvslo.si, poševnica avtomobilnost, ne pozabite pa seveda na YouTube, Facebook, Instagram in ostale kanale, na katerih smo prisotni, in pa se vidimo spet prihodnji četrtek.